Moram poudariti, da je moja današnja predstavitev nastala z mojim cenjenim sodelavcem Vojkom Ambrožičem in še nekaterimi drugimi kolegi iz sektora za razvoj programske opreme. Mislim, da smo si po vseh mojih predhodnikih lahko še enotni, da je naslov tega prispevka zgolj retorično vprašanje. In v bistvu, da ne bi ponavljala vse o generativnih modelih in tako naprej, in procesiranju naravnega jezika in še čem, bi kar napovedala našega novega pametnega asistenta. In kot smo slišali, je važno, da imamo nalogo oziroma da že vemo, kako želimo rešiti problem. In tako je bilo pri našem razvoju asistenta nam glavno, da vam bi omogočili lažjo uporabo aplikacije CobiSleep, ki vsebuje v bistvu preko 1000 oken in s tem veliko postopkov, o katerih morate vedeti marsikaj, vse od nabave gradiva do inventarizacije, izposoje in še. In temu primerno je pač obsežna tudi uporabniška dokumentacija. In zdaj, če bi vse to prebirali, mislim, da imamo kar nekaj tednov dela ali pa še več. Zraven tega pa je to dokumentacijo potrebno prevesti v kar nekaj jezikov CobiSneta. Torej smo vam želeli omogočiti enostavnejši in hitrejši dostop do informacij, ki se nahajajo v naši uporabniški dokumentaciji, da bi s tem bilo vaše delo malo bolj udobno, manj stresno, da bi imeli na voljo tega pomočnika oziroma Cobis asistenta v realnem času, medtem ko vi CobiSleep uporabljate, da mu lahko postavljate tudi vprašanja, da dobite informacije, ki jih vi potrebujete, torej domensko specifične o uporabi programske opreme CobiSleep, da je odgovor podan v jeziku, v katerem vprašate, kar pomeni, da je primeren tudi za države CobiSnet, obenem pa tudi, če imate kakšno izmenjavo z kolegi iz drugih držav, da je preprostejša komunikacija za neizkušene uporabnike. Tu mislim, recimo nekdo pride na novo v knjižnico, ga treba usposobiti, mu je lažje, če mu že lahko ob stran postavite pomočnika, ker se veste, tudi čas je vedno tisti izziv. In seveda v ozadju, zdaj mi ne moremo kar celega interneta vzeti tako kot ChatGPT, pa da vam bi pomagal preko CobiSleepu, pa delno pravilne informacije dal, zato smo morali v ozadju pripraviti bazo znanja Cobis. In kaj se v tej bazi znanja so v bistvu zajete datoteke v formatu Markdown in še nekateri drugi dokumenti. To potem smo pretvorili v besedilno obliko po odstavkih in nato smo za te povzetke iz te besedilne datoteke pripravili povzetke, nato za vsak povzetek vektor in tako je nastala ta vektorska baza znanja, o tem smo tudi že danes nekaj slišali in zraven tega smo pripravili še datoteke s povezavami na priročnike. Ker pa je tu v ozadju kar nekaj tehničnih podrobnosti, v katere mi čas tega prispevka ne dovoljuje, pa tudi kolegi so večji strokovnjaki in so že napisali en članek, do katerega je povezava v katalogu CobiSi na prosojnici in to je primer razvoja pametnega asistenta, o tem pišejo tudi, kar jaz danes govorim. In kaj še se skriva v ozadju? Ko uporabnik postavi vprašanje, se za to vprašanje generira vektor in zazna se jezik uporabnika. Potem gremo v Cobis bazo znanja, kjer pogledamo 5 najbližjih besedil vektorjev. O teh povezavah in bližnjih zadevah smo tudi danes govorili, potem pa se generira odgovor glede na zahtevo in pa v zaznanem jeziku. In seveda smo danes slišali tudi, da recimo tem velikim jezikovnim modelom jih postavimo v določene vloge, da govorijo naprimer kot zdravniki, pravniki in še kaj, tako smo tudi mi našega Cobis asistenta postavili v določeno vlogo. In torej kakšno? Rekli smo mu, tu je v angleščini zato, ker so to sistemska navodila, da si knjižničar. Uporabljaj pri odgovorih uraden slog, pri naštevanju uporabljaj sezname. Ves besedilni del, vključno z besedilom v narekovaji, mora biti v jeziku vprašanja. Če imaš več možnosti ali več navodil, uporabi alineje ali sezname. Če v Cobis bazi znajda ne najdeš odgovora, preprosto odgovori, da ne moreš pomagati. S tem se zmanjšajo tudi halucinacije. Odgovori na uporabnikovo vprašanje s pomočjo naslednjega najdenega besedila. Ta $data zamenjamo v bistvu s temi 5 najbližjimi vektorji oziroma besedili, da se pol generira odgovor. In zdaj že vi vsi nestrpno pričakujete, le kje se nahaja ta Cobis asistent. Preprosto, ko ste v naslednjih 2 dneh povabljeni, da začnete z uporabo CobiSleepa, seveda, če že ne to zavzeto počnete, se prijavite v CobiSleep, v desnem kotu zgoraj, tam, ko se lahko tudi odjavite in so zraven še
bližnjice, zgodovina, to vse, kar že poznate, se še zdaj bo nahajala ena ikona z takšnim človečkom, ki spominja na uslužbenca v uporabniškem servisu. In če boste tu gor kliknili, boste lahko v bistvu odprli tega Cobiss asistenta. To je eno dodatno okno in če zdaj vidite, se je ta ikonica pobarvala sivo, v tem primeru je vključen, če pa je bela, pa je izključen, tako da vam že to kaže kot nekakšno stikalo, da ga pokličete ali pa ga pospravite v kot. In vidite tudi, da je tukaj v bistvu trenutno prazno, po prijavi je prazno, skratka, mi nismo tako kot ChatGPT, ki ohranja odgovore, mi ne hranimo, ampak v bistvu vaše vprašanja, odgovori se zbrišajo z vsako odjavo in o ponovni prijavi ste na začetku. V spodnjem oknu so še povezave do različnih priročnikov, bom v nadaljevanju, in okno za postavljanje vprašanj in pa seveda gumb, da lahko to vprašanje pošljemo. Zdaj, za kakovostnejše odgovore je smiselno, da iščemo v tistem priročniku, za katero področje želimo odgovor, seveda, če smo že malo izkušenejši uporabnik, ker bomo dobili dosti bolj kvalitetnejši odgovor, kot pa če on išče 5 podobnosti v različnih priročnikih, saj pač se v določeni priročnik ena drugega sklicujemo. In v tem primeru bom jaz recimo, kateri me že poznate, veste, da delam tudi na področju inventure, recimo na 5 let je potrebno to narediti, najmanj nekateri večkrat, in takrat mogoče vas zanima, zberete zalogo in postavite vprašanje, kako v bistvu odpišem gradivo iz datoteke. To mogoče počnete manjkrat in ChatGPT začne pripravljati odgovor. Prvo so 3 pikice, v tem primeru odgovor pripravlja, vidite vaše uporabniško ime in pa Cobiss asistent, ki je pripravil odgovor, še se lahko zeskrolam malo dol in potem preberem, koliko sem jaz te odgovore, ko smo testirali, prebirala, sploh tista področja, ki še jih bolj poznam, so kar že v tej fazi uporabni. Seveda pa se nam velikokrat zgodi oziroma je potreba, da želimo še več informacij. V tem primeru uporabimo tale gumb povezava do virov. In ko to kliknemo, se nam odpre okno, kjer so povezave oziroma linki do priročnikov. In če se jaz recimo na prvega kliknem, odpis gradiva iz datoteke, dobim tale Cobissov priročnik v Markdown formatu in se lahko podrobneje seznanim z opozorili, te je smiselno prebrati v vseh priročnikih za postopke, ki jih delate, in še kakšen uporaben nasvet. In če pogledamo še eno vprašanje, recimo v tem primeru iz izposoje, zdaj je samo tale asistent izpostavljen, seveda bi bil zraven še lahko Cobiss Lib, sem zbrala priročnik izposoja in sem recimo vprašala v srbskem jeziku. In zdaj prosim, je opomba, da je to bilo prevedeno z umetno inteligenco, tako da za vse napake ne odgovarjam, po vsebini se mi je zdelo prevod OK, kliknem gumb pošlji in dobim odgovor. Tukaj mogoče vidite, da v tem primeru ni povezav do virov spodaj. V prvi fazi, v tem prvem verziji, ko bomo izdali, še teh povezav ne bo v vseh mestnikih razen slovenskega, zaradi tega, ker še niso vsi priročniki prevedeni in če bi dali povezave, bi bile do slovenskih priročnikov, kar bi mogoče vam ne bilo tako pomoč. In pol še imamo eno možnost, da izberemo vsi priročniki in navodila. V tem primeru sem vprašala nekaj iz katalogizacije, kjer sama osebno sem res manj podkovana kot vseh ostalih segmentih lokalnih aplikacij in ker sem rekla, vsi priročniki in navodila pomeni, ima dostop do cele Cobiss baze znanja in recimo odgovori tudi na to. Seveda še lahko kliknemo povezave do virov in dobimo tudi tak povinko te informacije. In zdaj, če to primerjamo z iskanjem klasično po priročnikih, imaš težavo, recimo želiš napraviti opomine, jih delaš prvič, bi moral vedeti, na kateri strani, če se ne spomniš, da je v Cobiss Lib tudi povezava do priročnikov, moraš že poznati pravi naslov, kam greš iskat, pol moraš poiskati pravi priročnik, moraš poiskati pravo poglavje, sploh če še ne poznaš iskanja, medtem ko Cobiss asistenta samo vprašaš in v bistvu dobiš osnoven odgovor, ki ti je mogoče že dovolj, da te spomni na neke stvari, ali pa še s povezavami do virov, da pač pol hitreje to vse skupaj greš. Naslednja prosojnica, kakšno vprašanje, takšen odgovor, oziroma kot je predhodnica, neumno vprašanje, neumen odgovor, pametno vprašanje,
pameten odgovor. Tu imate nekaj primerov, no, recimo, da rečemo, kako premagam neznanje. Tisti je kar koristen še, ker vas na portal izobraževanja pa še kam usmeri, kako me Cobiss razjezi, ne, tu ni vedel, ampak da mi lahko pa v čemerkoli drugem pomaga. Ne, kaj imate skupnega letalo in Cobiss v tem primeru, pa pač v bistvu ni znal pomagati, zato je rekel, kot ima sistemsko navodilo, da žal ne more pomagati. To je samo nekaj takšnih primerov, ki pa vedno, ko vprašate, bo drugačen odgovor, ker to je tako človek, tudi vse generalke mojega tega predavanja so bile drugačne, kot je danes, ne, tako kot kolegi moji ve, ampak tak je tudi umetna inteligenca, ne, zato pač kritično do tega. Če pa dobimo takšen, kljub temu slovenskemu vprašanju, angleški odgovor, je pa lahko bilo tako, da v bistvu ni bilo možno pripraviti odgovora, lahko so tudi nagajali strežniki, ki poganjajo te velike jezikovne modele in katere uporabljamo, ali pa je preprosto vprašanje tako psihološko, da ni znal odgovoriti in moramo postaviti vprašanje ponovno. Ker pa smo pač tukaj med knjižničarji, ki vedno želimo podajati znanje naprej, sem pripravila še eno povezavo, kjer ste bili na ZBDS-ju poznate, to je bilo do tega članka, da je pač GPT fantastično orodje, to tudi velja za kakšne druge jezikovne modele, ampak za eksperte oziroma strokovnjake in vam pač marsikaj razjasni, je lahko za začetek pač tudi izhodišče za kaj prebrati. In pa pogled v prihodnost. Verzija 17 mesecev novembra, kjer bomo dali tole Cobiss asistent naprej. Pol v nadaljevanju želimo še povezave do priročnikov za Cobiss.net. Da bi bil Cobiss asistent mogoče v Cobiss Card vključen, da bi bile baze znanja še bomo dopolnjevali, mogoče kakšne priporočilne sisteme za knjige, ampak imejte v mislih, to so želje, načrti, stvari je veliko pred nami, kot boste slišali danes in jutri in pač poskušali bomo največ, koliko bo možno. In pa še moje zaključne misli, res umetna inteligenca ima veliki potencial, če jo uporabljamo odgovorno, kritično, zaupanjem vrednimi vsebinami, vemo, od kje asistenti črpajo podatke, vsi smo del te zgodbe, umetno inteligenčna pismenost, ne, da jo vsi delamo na tem, zato je še tu en filmček v angleškem jeziku, ki sem ga na Bibliokonu letos videla, pa da delim z vami tudi malo te generativne modele, pa to razloži, tako da lahko tudi za začetek naprej in pa hvala.